Živjo, živjo in dobrodošli v bralni polici YouTube kanala Knjižničarskih novic. Danes odpiram eno zelo zanimivo temo, za katero vem, da se marsikdo izmed vas sooča. In sicer to je pisanje dobrih prispevkov oziroma pisanje prispevkov, ki bodo znali pritegniti naše bralce, ne? In sem izjemno vesela, ker sem prepričana, da se marsikdo izmed vas, ko se loti pisanja, sprašuje o stvarih, kot so pa saj ne vem, če bi to sploh pisal, ker nisem dovolj dober, pa niti ne znam povzeti to, kar želim povedati, ali pa mogoče bom preveč strokoven, ali pa mogoče bom premalo strokoven, ali pa mogoče bom preveč oseben, ali pa premalo oseben. Skratka, a ne se poznamo, takrat se nam običajno začenja en kup enih misli v glavah vrteti, ne? In sem izjemno vesela, da obstaja knjiga, ki se ukvarja in nam pomaga tudi pri tej problematiki. Jaz sem jo dobila pred kratkim v informacijski center za bibliotekarstvo in je res čisto sveža knjiga, je šla leta 2019. Avtor je Ronalda Peliasa, naslov pa je The Creative Qualitative Researcher. In mogoče še pomembnejši podnaslov te knjige, in sicer Writing that makes readers want to read. Se pravi, da pišemo na način, ki bo potegnil naše bralce v branje, ne, oziroma potencialne bralce v branje. In zakaj je mene ta knjiga tako navdušila, ker me je res navdušila, in zakaj je ta knjiga tako izjemna? Ta knjiga je tako izjemna predvsem zato, ker se v velikem delu ukvarja predvsem s tem, kdo sem jaz kot avtor. Se pravi, avtor tele knjige je prepričan, da moramo poznati svoja lastna prepričanja o pisanju ali pa kritike, s katerimi se vsi soočamo, tudi notranje, a ne? In ko to prepoznamo, ko to razrešimo, napredujemo tudi kot pisci. Tako da knjiga mogoče ni čisto za vsakega, ampak je res vredna, da jo vzamete v roke in jo vsaj prelistate, ker odpira, ni tista klasična knjiga, ki bi dajala, tako kot smo v akademskem svetu navajeni, ne, neke recepte oziroma navodila za pisanje, ampak se mogoče osredotoča bolj med vrsticami in odpira vprašanja, ki v akademskem svetu ali pa ki nas recimo na fakulteti niso o tem učili, ne. Tako da mislim, da je res za tiste, ki želite napredovati kot pisci, ta knjiga res izjemna. Tako da, kot sem že rekla, ne, avtor, recimo lahko vam tukaj dam samo en primer, ne. On ima eno poglavje, Delving into the self, se pravi potop vase. In imate tukaj več nivojev, no, eden izmed nivojev recimo tudi Disrupted self, ne, se pravi, to je tisti zavirajoči del nas samih. In recimo on da tukaj recimo mogoče, kako bi rekla, en nasvet, ne. Write a short piece that highlights the tension between what you think and what you feel. Se pravi, da se mogoče sploh vprašamo razliko med tem, kaj mislim in kaj občutim, ne, ker jaz sem prepričana, da pisci oziroma bralci to začutijo. To razliko, če jo mi kot avtorji vemo, ne. Tako da se strinjam v marsičem z avtorjem tele knjige. No, eno poglavje, ki se mi zdi tudi zelo pomembno, je Telling Tales. Se pravi, jaz kot urednica res lahko rečem, da je zelo zaželeno, da pripovedujemo zgodbo. Res, da pripovedujemo zgodbo, ker zgodbe so tiste, ki povlečejo, ki potegnejo, ki naredijo še toliko dolgočasno temo zanimivo, ne. In recimo avtor tle posveča kar veliko poglavje tej temi, na kakšen način, a ne, to narediti, veliko primerov tudi z njegove prakse, on je profesor, tako da je veliko tudi študenti delal, tako da ta knjiga je recimo priporočljiva tudi za vse vas študenti, ki tole gledate. No, potem ena stvar, na katero dostikrat v akademskem svetu pozabljamo, ali pa se mi zdi, da mogoče se nam niti ne zdi vredna razmisleka, pomisleka, je pa
poetičnost jezika, ne, on tudi temu, o tej temi namenja kar en velik del, in jaz mislim, da vsaj pri poljudno strokovnih prispevkih si res mogoče lahko to privoščimo, malo razmislimo, si malo dovolimo, da malo zmehčamo, recimo naš slog, ne. No, v drugem delu, kot lahko vidite, se pa avtor posveti bolj strategijam pisanja. En velik del namenja tudi, ne vem, če vidite, etičnemu raziskovanju, pa tudi empatiji. Empatija je zelo pomembna, ne. Zdaj, jaz vam res ne morem, ker ne bi rada bila predolga, vsega povedati in razkriti, ker je čisto preveč. Ampak, naprimer, on naprimer tudi piše, ne, noter, da je res zelo treba, ko se lotimo raziskovanja, ne, moramo imeti skozi v ozadju to misel, ne, do not harm to self and others, se pravi, ne škodaj sebi in drugim. Pa če omenjamo kakšne druge ljudi v prispevkih, da predno to objavimo in moramo to povedati oziroma jim pokazati, pa, ne, kaj smo pisali in kako in na kakšen način. Tako da to so te stvari, ki so tudi zelo pomembne. No, in potem on tudi v nadaljevanju govori pa tudi o, se pravi, sami strukturi jezika in tako naprej, ne. Tako da zaključila bi mogoče z njegovimi nasveti, ki mogoče lahko pridejo vsem nam prav, ne, pri pisanju. In on pravi tako, ne, se pravi, breathe into your work, se pravi, zadihaj v svoje delo. In prvi stavek je meni zelo všeč, ko začne to poglavje, in sicer to je don't be afraid. Res, don't be afraid, ne, nas ne bo straha, ne. Kot sem že prej omenila, dostikrat gremo v ta strah v smislu, joj, pa saj ne bomo dobri, pa potem, ne vem, bomo napako naredili in tako, ne, samo začnite pisati. In tudi tale, ne, drugi nasvet, avoid writing what you already know how to write. Se pravi, ne, običajno mi zapademo v en naš svoj stil in potem ta stil vrtimo v svoj čas. Ne, dajmo probati nekaj drugače, ne. Če ponovadi nismo tako osebni, pa bodimo malo bolj osebni, ali pa ne vem, začnimo, dajmo kakšen tak zanimiv naslov, ki si ga običajno nadrznemo dati, ne, tako, dajmo biti malo drugačni. Zelo tretja pomembna stvar, commit to the truth. Se pravi, zaveži se resnici. In mi je zelo zanimivo, kako končuje, recimo, ne, ta nasvet. Push yourself until you know how to say what you need to say. Kaj je tisto, kar želimo povedati? Kaj je tisto, kar res želimo povedati? Pejmo je dol v globino, ne tako ostajati na površini, ne. Dajmo res, tisto, kar nas zanima, tudi ostale zanima, ne. Potem write to the question that count, ne. To je že malo tudi s tem povezan, kar sem prej povedala. Se pravi, kje so tiste vprašanja, ki nas zanimajo? Kaj je tisto, zaradi katerih vprašanj mi ne moramo spati? Dajmo jih razdelati, dajmo jih odpreti. Dajmo jih ven na plano, ne, ker sem prepričana, da če nas zanimajo, je sigurno še kakšen knjižničar, ki ga isto zanima, ne. Ja, in ena zelo pomembna stvar, ki jo res tudi vsemu spolagam na srce iz svoje lastne prakse, uredniške in tudi avtorske, je pa avoid all critics until you're ready. Res, ne prehitro pokazati svojega dela, ne iti prehitro, da date komu za prebrati, ne. Recimo on reče, don't let anyone look over your shoulder when you're writing. To je zelo pomemben, to je en zelo tak dragocen proces, ne, in če mi prehitro povemo, razgalimo, ko še nismo pripravljeni na kritiko, ne, nas lahko ta kritika uniči do te mere, da nehamo pisati prispevek, in to pa je škoda, ne, tako da res, šele ko boste pripravljeni, mogoče tudi na kritiko, dajte to nekomu za prebrati. Tako da res zanimiva knjiga, kot že prej rečeno, ne mogoče čisto vsega, ampak tisti, ki želite napredovati kot pisci, res vam jo toplo priporočam, dobite jo v NUK-u, v Informacijskem centru za bibliotekarstvo. Nič, lepo se imejte, pa želim vam čim več kreativnosti pri pisanju vaših prispevkov.